praznično vzdušje je tudi že v našem studiu, kajti pridružil se je orkester Junaki. To so mladi harmonikarji iz Celjske kotline, delujejo pod vodstvom prijetnega Damjana Pasariča, ki mislim, da ga vsi zelo, zelo dobro poznamo. In tudi v tem trenutku lepo pozdravljam v našem studiu tako Damjana, kot tudi Matica, ne? Ja, Živja. Seveda, lep pozdrav vama, vsem v studiu in seveda vsem veseljakinjam in veseljakom. Ja, vidva sta dva tlele, ne? Ampak orkester po navadi stoji iz več kot dveh oseb, ne? Sej jaz jih tam le že vidim, ne? Tako da nisem hotel nečas vprašati. Ampak me zanima, vi ko prihajate, ne? Kako se vi pripeljete? Ali je to tovornjak, kar vas velik? Ja, včasih smo hodili s helikopterjem in so nas takole potem spuščali dol na lokacijo, kjer iz zraka znajdeš vse, tudi tebe veseljak. Zdaj pa gremo kar lepo za avti, tako da tako smo se majčkeno pozložili po 3, po 4 skupaj. Take sem dal skupaj, ko nismo v jezi, tako da je bilo med vožnjo mirno. Zdaj v prvi vrsti ste vi prišli zato, da predstavite nekaj, kar ste ustvarili. Nekaj, s čimer se na nek način poklanjate Lojzetu Slaku. Torej, videli in slišali bomo tudi videospot, ampak to nekoliko kasneje, ne? Zdaj za začetek, mogoče, ko ste že tukaj le zbrani, tudi kakšna pesmica v živo ste kaj pripravili? Ja, če smo orkester, pa če igramo na živih nastopih za žive, moramo znati zaigrati tudi kaj v živo in tudi danes bomo veseljakom nekaj v živo ponudili. Eno lušno smo pripravili, eno tako, da bojo lahko doma zraven zapeli. Katero pa? Čisto vsi. Kam le čas beži, kam se mu mudi. Poglej, komaj smo začeli novo leto, pa je že skoraj pri koncu, tako da čas res. Torej so se ajde vsakeč vprašal, ko jo vprašam, koliko je stara. Pa joj, kam le ta čas beži. A veš, kaj pa moja žena prav, ko jo vprašam, pa koliko si že stara? Joj, se ne vem. Je rekel, če se vsako leto to spremeni. No, sej to, kako pol človek ve. Ženska mu prostima. Ja, morva, ja. Matic, še preden boste nastopili s prvo točko, tukaj le v živo, v našem studiu, na našem veseljaškem odru, kako se kaj takole kot mlad glasbenik počutiš pred nastopi? A imaš kaj treme? Čisti iskreno, ali si doma to gvado, da ti je tole zdaj čist min grede? Ja, tako čisti iskreno, malo mora biti treme, ne? Ja. To pomeni, da imaš tudi neko spoštovanje do občinstva, ne? Ja. Torej, ko sta že omenila, kam le čas beži, to je tista prva, ki jo bomo slišali v živo izpod taktirke vašega orkestra, potem pa se dotaknemo tudi vaše pesmi, ki ste jo posvetili legendarnemu Lojzetu Slaku. Tako, z veseljem se veselim. Potem vaju pa kar povabim, da stopita do ostalih prijateljev, ki vaju že čakajo. Ni daleč, je dosti blizu. Tako, ni daleč. Lauro, jaz sem tako vesela, da bomo tudi v našem židanem popoldnevu slišali nekaj v živo tukajle, zdajle direktno za vse tiste, ki nas tudi gledate, tudi če nas še ne, zdaj je pa res ta zadnji čas, da užgete ali televizijo Veseljak, ali pa če nas spremljate preko interneta, kakor vam je lažje.
Čarobni december na Veseljaku. Wow! Mislim, to je bilo pa meni skoraj boljš, kot ko je prišel Miklavž k nam na obisk. Je to bilo boljš, kot karkoli, kar je kadarkoli k nam prišel na obisk. Ja, pa za nas v bistvu ceneje, kot za Miklavža, ko je mogel kaj prinesti. Mislim, jaz bom iskreno zdaj povedala, ne vem, če ste imeli čas med tem, ko ste igrali opaziti, mi sva se kar malo zavrtela, ker ste nas enostavno presunili s svojim nastopom. Ja, hvala lepa. Pa ne povem, da mi je bilo všeč, ker smo res na odru videli vse vrste starosti. To je lepo, ko vidi človek, da glasba združuje vse generacije, a ne? Ja, seveda, zelo lepo je. In če bi bili danes vsi, bi videli še majčkeno večji generacijski razpon, tako da tudi kakšen tak, ki je že malo proti penziji, se zraven najde. Pa mogoče še tudi kakšen mlajši, ampak tole so nekako tisti jagodni zbor, ki so imeli danes čas, so rekli, gremo na Veseljak. Bravo, cenimo, spoštujemo in res upam, da tole še kdaj ponovimo. To je bil res živi nastop, tako da super ste tole odšpilali, res je bilo lepo. Kakšni so tudi vaši cilji za prihodnost? Zdaj mi bomo kmalu tudi slišali in videli prvi videospot, a ne? Ampak kaj si želite, kaj je pravzaprav vaš cilj v prihodnosti ustvariti s tem vašim orkestrom? Ja, v bistvu je tako, da tale spot smo naredili kot en poklon Lojzetu Slaku, ker v bistvu vsi, ki jim jaz nekako majčkeno mentorsko pomagam, sploh v začetku imajo željo igrati Slakove hiše. In Dolini tihi, ta sosedo Francel in to, in smo rekli, zakaj pa ne bi se mi Lojzetu Slaku zahvalili, ker če njega ne bi bilo, mi bi zdaj pol Metaliko verjetno igrali. Kar bi bilo tudi po svoje zanimivo. Zelo zanimivo, ampak smo rekli, bolje, da je tako, kot je, in smo rekli, hvala Lojze, iz oblakov dol nas verjetno vidi, dali smo mu eno skladbo, ki smo jo naredili v bistvu res sami, jaz sem jo napisal, glasbo in besedilo in aranžma, fanti in dekleta so pa to super zvadili, zdržali na snemanju več kot 7 ur in res. Matic, kako pa je bilo na snemanju 7 ur? Kako recimo, dobro, ti si star 7 let, ampak nisi najmlajši, ne? 13 stari. Ne, pardon, 13. Ja, ne veš kaj, ker sem jaz tak fižovček, ne pa vse malo mladi. Veš kaj, jaz tako, ne, če nisem čez zihar, raj rečem manj, ne? Sam sem pozabila, da je pri fantih obratna logika. Da je prvem boljš reči kakšno leto več, če ti siguren. 13 let, torej, ja, mislim, no, ampak vendarle, saj so tudi še mlajši v tem vašem sestavu. Kako je pa to bilo, ne? Ker mislim, je kar zahtevno snemanje, toliko časa biti zbran, pripravljen, da odigraš, da se nasmejiš, narediš točno tisto, kar ti rečejo. Ja, to je bilo kar težko, no. Prvih 5 ur sem še imel voljo, pol mi je pa že malo tako popustilno. Vsem skupaj. Smo jih zmotivirali, so 2 mamice prinesli pice. Bravo. To ljudi vedno zmotivira, se pa tudi vidi, da glede na to, da ste en tok časa preživeli na tem snemanju, da je Slak definitivno vaš junak, ne? Ja, je. Dejansko je junak, mislim, da lahko rečem, kar vseh muzikantov Slovenije in še širše. Tudi tisti, ki mogoče ne igrajo diatonične harmonike, gotovo tudi s klavirsko ali pa s kakšno drugo, zagotovo kako Slakovo vedno vrežejo. No, in zdaj sem jaz med tem vajenim pogovorom še nekaj dojela, ne? V bistvu ima orkester Junaki nekaj skupnega z Radijem Veseljak. Mislim, verjetno ne samo nekaj, ampak tole je zelo očitno, ne? Ste rekli, da vaš junak je Lojze Slak in veste, da tudi Veseljaka ni brez Lojzeta Slaka. Tako da, ne, a veš? Lahko pa rečemo, tudi naš junak je radio in televizija Veseljak. Ne povem. Si bomo pa zrezali, pa dali za budilko vsi. Točno to. Ne boš nikoli zaspal. Zdaj, če je mogoče kdo malo presenečen nad vsemi temi rimami, ki smo jih zdaj tukaj le mimo grede skali, Damjan je seveda vrhunski besedilopisec. Damjan, naj povem, da tudi skladba Jeziček, ki si jo napisal, mislim, da ena od bolj svežih pesmi, a ne, tvojih, je na Veseljaku tako zelo priljubljena, da jo praktično slišimo v čist vsakem terminu. Hvala lepa, sem vesel. Vem, da je to tvoj gušt in res vidim, da tukaj se najdeš, si odličen in mi držimo pesti, da nam čim prej spet kaj spesniš. Zdaj pa vidim, da je že čas, da počasi slišimo torej tudi tole vašo čista novo. Mogoče še kaj v videospotu, še kakšna anekdota, je še kaj tazga, kar bi omenili? Nič kaj druga posebnega ni bilo. V glavnem ena lepa izkušnja, v glavnem prva za vse člane orkestra razen mene. In ko smo naredili, so rekli,
Pa ni tako lahko biti filmski igralec. Ja, težko, se veš, jaz vsak dan se srečujem s tem, kam mi reče, ste vi igralec, ne, nekje pa bi jaz to lahko. Če te pa še kak video sploh snimali, se pa z veseljem ponudim, to mi je skar navado. Prideš, za ženski del si idealen. Super, Se bom zrihtal, obljubim. Sej nočem se tako ponujati kolor, ampak če rabite tudi kaj za moški del, si lahko ti si jaz pa že tudi predložim. iz videospotov znana, tako da z velikim veseljem in ponosom te vzamemo zraven. Evo, zdaj pa Ste sam... vsi za to? Ste? Da slišimo. A, to... Ja, Starejši dobro. so rekli, ja. Ta mali so starše pogledali. Ja, tudi starši so danes od najmlajših tukaj v našem studiu in tudi to je lepo videti, ne? Ker je treba povedati, da ko začnejo otroci tako mladi igrati, je lepo, ampak rabijo podporo svojih staršev in to je v bistvu ključno na samem začetku, ko se začneš ukvarjati z glasbo, a ne? Ja, mogoče je ravno zdaj prilika, da se vsem, ne samo staršem tehle, ki so tukaj, ampak vsem zahvalim, ker res gre veliko logistike, prevozov, tudi finančno, volja, podpora. Če ne bilo njih, ne bilo nič. Hvala jim, ne? Bravo starši. Hvala, bravo starši. Evo, en aplavz za Helikopter je vas. že drag rato, tako da hvala vam. Ja, tako, zdaj pa od govora k temu, kar imamo najraje, glasbi, orkester Junaki in Moj junak. To bomo prvič zdaj videli in slišali na Veseljaku. In zelo smo počaščeni, da je temu tako. Hvala lepa. Damjan pa Matic in celotna druščina, ki ste jo pripeljali s sabo. Hvala lepa, super ste bili, pa pridite k malo še kaj. A prav? Čim več Srečno. vas. Z veseljem.